Gospod Mesec, boste na ministrstvu dobili srce, uvideli ste staršev in popravili sistem, ki starše otrok z redkimi genetskimi boleznimi, ki so neozdravljive, postavljajo v življenjsko stisko. Globoko sočustvujem, tako starši kot z otroci. Kar se tiče deklice Karoline, mi smo nemudoma, ko smo izvedeli za ta primer vašega medija, kontaktirali zdravniško komisijo, ki je dodelila nižjo raven dodatka, jo prosili za pojasnila. Ta pojasnila smo včeraj tudi dobili. V grobem pravilnik določa, da se ta dodatek višja raven dodeljuje otrokom, ki so težje gibalno ovirani. Ta deklica pa naj po izvidu, na katerega so se oni naslanjali, ne bi bila. Jaz sem jih v odgovor na to prosil, naj se z deklico tudi sami sestanejo in ocenijo, če je temu res tako. Je to zadovoljiv odgovor, gospod Jelen? Jaz sem žalosten že ob tem, da smo 4 leta čakali, da se je gospod minister odzval, zato ker smo v oddaji, ampak na naše prošnje, da se z njim pogovorimo, da mu predstavimo stiske, zelo težke in hude stiske. Družin ni bilo popolnoma nobenega odziva. To nekako ne moremo poslušati o sočutju, ker dejansko tega sočutja ni, srca ni, ker če bi srce bilo, bi se stvari že spremenile. Na začetku mandata je bilo zelo veliko obljub in lepih besed, naredilo se ni popolnoma nič. Vse te zgodbe, ki jih poslušamo danes, 1 uro sem se pogovarjal z mamico, ki je 1 uro jokala in je povedala tako težkem zdravstvenem stanju otroka, ki ga je zdržala, se je srečevala še z vso brezčutnostjo birokratskega aparata in tega sistema v državi, ki upravlja to uveljavljanje teh pravic, da je prišla do točke, ko je razmišljala, da bi končala življenje. Jaz se vprašam, v kakšni državi živimo?